Torej, lepo pozdravljeni vsi, številno občinstvo seveda in predvsem avtor Lojze Cindrič, dr. Lojze Cindrič, docent dr. Lojze Cindrič. Avtor impresivne knjige, ki jo zdaj predstavljamo, je sicer Ljubljanski izobraženci skozi čas, izobraževanje Ljubljančanov na Dunajski univerzi od leta torej dolgem obdobju, 1492 do 1917. Mogoče par besed o avtorju, ki ga sicer verjetno občinstvo dobro pozna, ampak vseeno. Lojze Cindrič je po izobrazbi zgodovinar in sociolog, ukvarja se tudi z bibliotekarstvom, glede na svojo službo na oddelku za sociologijo. In vse te tri discipline, da tako rečem, se poznajo v tej knjigi, ki je izrazito interdisciplinarna. Gre za izjemno pomembno delo, ki združuje različne vidike zgodovine, zgodovinopisja. Najprej gre tukaj seveda za socialno zgodovino, za kulturno zgodovino, za intelektualno zgodovino in tudi za zgodovino univerze in izobraževanja. Vsaj tole. In seveda gre za knjigo izjemnega pomena za našo nacionalno zgodovino in tudi širše za zgodovino srednjeevropskega prostora. Gre za knjigo v seriji monografij, ki jih je vse napisal torej, kolega Lojze, in sicer med drugim je pisal o študentih s Kranjske na Dunajski univerzi najprej od leta 1848 do 1918, to mislim, da je šlo leta 2009, no, eno leto pozneje pa se je ukvarjal v monografiji z prejšnjim obdobjem, se pravi z prvo polovico 19. stoletja. Med njegovimi monografijami naj omenim tudi delo od imatrikulacije do promocije, sicer o doktorskih študentih profesorja Franceta Webra. Delo je izjemno pomembno po svoji zasnovi, po svoji širini in globini, ampak tudi preprosto zato, ker se ukvarja z študijem slovenskih študentov, v tem primeru konkretno ljubljanskih študentov, v drugih knjigah kolegovih gre tudi za širšo perspektivo, študentov s Kranjske, za študij teh študentov na Dunajski univerzi, ki je verjetno od vseh univerz na svetu, vsaj do zdaj, za formacijo Slovencev najbolj pomembna, torej kot ena sama ustanova, ki je vplivala na formacijo slovenskih izobražencev skozi stoletja. Se pravi, gre za univerzo, ki je res imela za slovenski prostor izjemen pomen. Vemo seveda, danes je to drugače, danes ljudje študirajo vse povsod, na veliko drugih koncih, ampak vendarle, če gledamo na daljši rok, na vsa ta stoletja, gre za univerzo, ki je imela največji vpliv na slovensko intelektualno življenje, na slovensko kulturno življenje, tudi na politično življenje, se pravi. Gre za delo, torej, ki se posveča tejle izjemni univerzi, izjemni, kar zadeva seveda pomen, njen pomen za Slovence, in to seveda skozi stoletja, kar je razvidno torej tudi iz naslova, že ki sem ga prej prebrala. Samo v grobem knjiga razpade nekako kronološko na dva dela. Prvi del obravnava starejše obdobje, nekako od začetka do srede, od začetkov, se pravi, v 14. stoletju, Dunajska univerza je bila ustanovljena 1365, se pravi od takrat in kmalu potem se pojavi tam prvi ljubljanski študent, to je bil Martin iz Ljubljane, če sem si prav zapomnila. Manj kot 30 let po nastanku te univerze se tam pojavi že prvi študent iz Ljubljane, torej. No, in knjiga, ta prvi del knjige zajema torej obdobje od začetkov, se pravi od 14. stoletja, nekako do srede 19. stoletja, do prelomnih časov, tako za družbo, zgodovino, kot za univerzo, seveda. In se konča seveda leta 1918, tik pred propadom monarhije, ko so se seveda spremenile razmerja sil, ko je bila potem zelo kmalu ustanovljena Ljubljanska univerza in je Dunajska univerza za Slovence seveda postala bistveno manj pomembna. Mogoče dam besedo avtorju, on je tukaj važen seveda. Najprej, kako si Lojze prišel do zamisli o taki knjigi? Kakšna je bila zasnova na začetku tega tvojega ukvarjanja? Kaj te je k temu privedlo? Ja, pozdravljeni. Tu je vplivalo več faktorjev. Prvi ta, da se že leta okoli 20 let ukvarjam z intelektualno zgodovino Slovencev, in sicer zgodovino izobraženstva na univerzitetnem nivoju, torej na nivoju na univerzi, kajti Slovenci v preteklosti nismo imeli svoje univerze, zato so morali študenti oziroma odhajati na
v druga univerzitetna mesta, ki so bili izven historičnih oziroma prostora, na kateri so prebivali Slovenci. No, to je bil prvi razlog. Drugi razlog, pa to, ukvarjam se že toliko let, zbral sem veliko gradiva, ne celoti, ampak večina gradiva se je imel zbranega. Drugi razlog je bil 100. obletnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in obeleževanje 100. obletnice. Tretji razlog, ki je pa bil še bolj pomemben, je pa bil projekt, v katerem sem tudi sam sodeloval, ki smo ga dobili leta 2015, vodja je bil profesor Tone Smolej, in sicer z naslovom slovenski doktorski kandidati na avstrijskih univerzah, predvsem na Dunajski univerzi. In ta je ena izmed 3 knjig, imam tukaj zgor, ki so išle do sedaj, lahko da bo še kakšna, iz tega projekta kot rezultat projekta, ki je trajal 3 leta. Res, da prva knjiga, ki je izdana, ki se ga je rodila kolegica Krambergova, pa Tanja Žigon, pa Samide, obravnava ženske znanstvenice. Druga knjiga, ki je leta zatem prišla, uredil je dr. Tone Smolej, pa govori o pionirjih oziroma prvih doktorjev znanosti, torej šolanih, na univerzi šolanih strokovnjakov za posamezna področja. No in tu je obravnavalo približno več kot 100 doktoratov, doktorjev znanosti, in sicer to so doktorji, ki so za dosego doktorskega naslova morali odpraviti tudi disertacijo, v osnovi disertacij znanstvenega dela. To je veljalo samo za filozofsko fakulteto, pa za teološko fakulteto. Še na pravni fakulteti in medicinski fakulteti pa ni bilo potrebno disertacije. No, to so bili ta 2 razloga. To je bilo par razlogov, ki so se, seveda ta finančni mi je zelo pomagal, namreč, ko sem se lotil pisanja te knjige, namreč takrat je bilo rečeno v tem, da bi jaz pač, ko se že toliko let ukvarjam, pravi, to gre v bistvu za 20-letno proučevanje nekako, za 20-letno proučevanje, vire sem imel, podatkov sem imel veliko, seveda nekaj za eno obdobje jih ni bilo, ker takrat ni bilo matrik, kajti delo temelji na arhivskem gradivu. No, kako je to delo pravzaprav potekalo? Ja, tukaj imamo zbrano v eni knjigi, ki jo dobimo v Ljubljani in tako naprej, v več knjigarnah seveda, ampak kako je pravzaprav do tega prišlo? Ja, to je v 90 letih, nekako sem se ustanovil Avstrijski inštitut v Ljubljani in smo pač zaprosili za štipendije, smo dobili takaj dober vsak. Se pravi, bistveno je bilo delo seveda na Dunaju, v arhivu Dunajske univerze. No in takrat sem gore, sem šel slučajno pogledati, me zanimalo čisto nekaj drugega in sem nekako v 14 dneh si nekaj spisal, pokazal tukaj in so mi kolegi rekli, to je pa vredno in nekako sem se navdušil na to. In sem potem hodil, ker pa to ni moje osnovno primarno delo, je pač to bil moj prosti čas. Seveda. Da sem hodil pač tak in je pa povezano to seveda s velikimi finančnimi stroški. In vprašanje, če bi ta knjiga dali snad, če ne bi me kolega Tone Smolej, ki se je tudi sam začel ukvarjati s tem zadnja leta, povabil v projekt, tako da smo projekt dobili, se tudi ti si sodelovala, ne, z novim. Oni se že ukvarjali, nekateri se niso še s tem ukvarjali, ampak so se potem navadili. Tako da sem jaz potem dobil nalogo, da bi jaz pač raziskal, ker pač Ljubljana praznuje 100. obletnico, ne, kot univerzitetno mesto, kakšno je bilo univerzitetno izobraževanje v Ljubljani, glavnem mestu, skozi celotno obdobje, ne. To je pa seveda problem, ne. Tukaj dejansko prikazuje več kot pol tisočletno zgodovino izobraževanja in tudi samega mesta, namreč. Univerza ni statična organizacija, ustanova, se spreminja, sicer počasi, pa se spreminja, enako se spreminja tudi Ljubljana. In to v 500 letih, to je veliko novosti spremembilo in temu se tudi univerza prilagaja. Isto pa velja tudi za gradivo. Namreč podatki so v tej knjigi, so v glavnem arhivsko gradivo, ki so nastali ob vpisu, ko je študent prišel na univerzo, ki se je imatrikuliral, med študijom in pa ob zaključku študija, v promociji. Seveda, te pa podatki se v stoletji so se tudi arhivski podatki spreminjali. In ti podatki so na Dunaju ohranjeni? So ohranjeni, ampak problem je to, za starejša obdobja jih je manj, za novejša obdobja jih je več. In tu, ker je to 500 let, zato, kot sem že omenil, sem razdelil na 2 dela študijo.
ki je sicer prvi del obsega od ustanovitve univerze pa do konca 18. stoletja, torej v srednji veku in začetke novega veka. Se pravi, dejansko si brskal po 500 in več Tako je. let starih Sreča papirjih. je pa to, da prve metrike so že znanstveno obdelane, Ja. torej da ni bila taka težava pri branju, ker so že znanstvene edicije. Jaz sem začel, ko so Dunajska univerza izdala matrike do 1713. No, zdaj v tem času so izdali še za 40 let. Tako da imamo zdaj matrike Dunajske univerze do 1747, pa še indeks imamo do propada, do ukinitve jezuitskega, s tem jezuitske univerze. In zato se mora razdeliti. Tu je pa zdaj problem. Poleg tega, kar sem rekel, za eno obdobje je več podatkov, za drugo ne. Univerza recimo je, kot se vidi, se je tudi spreminjala, ne. Prva recimo nekako do 15. konc 15. stoletja, klasična, potem v 16. stoletju je bilo mirno obdobje, ker se pojavi protestantizem, potem turški upadi. In tudi več konkurence, kar zadeva same univerze, možnosti za študij. Na protestantski ustanavljanje. Torej slovenski študentje, ki začnejo odhajati tudi v protestantski svet, recimo Tübingen, Wittenberg, recimo, pa druge nemške univerze. Pa druge nemške, ki se je ustanovili v tem obdobju. Ne. In to je kar prebralo 41%. To se prav zasledi manjši vtis na Dunajski. To je zanimivo, tukaj so pač številke predstavljene v knjigi, kjer se res vidi ta velika fluktuacija. Tako je. Po 1520 nekako, po to, takrat ne moramo še vedeti, tu je bila še turški upadi. Turška nevarnost permanentna, celo pred Dunajem so bili leta 1929. In zanimivo, kaj imamo ravno epidemijo zdaj, ne? Da je epidemija rešila takrat Dunaj pred Turki. Torej, sicer to manjše zelo bilo. To je paradoks, ne? Da epidemija si je želiš. Sigurno, da bi, če bi Turki zasedli, ki ga bi lahko, tako so bili zelo močni, ampak sicer zgodna zima je bila, epidemija jih je odmaknila, da so šli stran, ampak če bi zasedli, padlo veliko ljudi. Še več bi pa padlo potem, ko bi hoteli evropske sile osvoboditi, ker ne bi pustili, da bi Dunaj bil v turških rokah. Ne. Torej je bilo manjše zlo. Ne. Tako da, potem pa kmečki upori so, protestantizem, to je vse, ki je vplivalo, da se na Dunaju število študentov zmanjša, tudi z našega področja odhaja na druge to. Sicer v 16. stoletju, sredi stoletja prišle neke reforme, do tega časa je Ferdinand I. okoli leta 1554 reformatorja nova, takrat ustanovijo stolice in nastavi plačane učitelje. Kjer je pa nastavil plačane učitelje, pa študenti niso radi plačevati šolnine, ki se je prej plačevala. Tema bo še. To pa še govorila. No, ampak mogoče samo res, ko sva govorila ravno o številu študentov, ki je zelo, zelo spremenljivo, prav izjemno zanimivo, ne, bi človek mislil, da bo to progresivno naraščalo, s tem, ko pač se družba odpira, pravzaprav tudi, ko se materialne razmere spreminjajo in tako naprej. Ampak zanimivo, recimo v 50-letju približno, ne, od 1450 do 99, kar se pravi zelo zgodaj, tako rekoč pred Trubarjem, da rečemo, ne, je bilo iz Ljubljane na Dunajski univerzi matrikuliranih 108 študentov po kolegovih podatkih. Ne. V naslednjem 50-letju eno majhno malenkost več, se pravi do leta 1849, še nadaljnih 112. Ne. Potem pa recimo bi človek mislil, da gre za razcvet od 1550 do 99, se pravi od časa prve slovenske knjige, tiskanja prve slovenske knjige, naprej pa recimo število upade skoraj za polovico in jih imamo tukaj v tem 50-letju, v teh 5 desetletjih samo 65. V nadaljnem 50-letju celo samo 31 in tako naprej in številke dosežejo in malenkost tudi presežejo čas reformacije šele v bistvu 250 let pozneje, po letu 1750. To se mi zdi izjemno interesantno. Kaj je bilo tukaj na stvari? Kaj sem že imel, prej tista reformacija, proti protestantizem s svojim redom, še bolj zarezo je pa naredila jezuitska univerza. Namreč jezuiti pridejo, začnejo stanovanje, jezuiti se pojavijo na Dunaju že 1551. Ustanovijo svoj kolegij in privlači veliko študentov. Torej smo imeli mi v tem obdobju na jezuitskem kolegiju recimo vpisanih po 800 študentov, na sami univerzi pa ni bilo niti 200. Priljubljenost tega je bila večja. In potem začnejo ustanavljati kolegije, predvsem
čez stotine kolegi ustanovili po celi Evropi. No, v naši bližini so ustanovili kolegi v Gradcu. Ja. In to so ustanovili univerzo. Namreč pri jezuitih je šlo za jezuitski tip univerze z dvema fakultetama. Torej, filozofsko oziroma artistično, starejši izraz, in teološko fakulteto. No, Se pravi polovično, polovično. Ampak, ker je bila bližina, to je večina študentov začela odhajati na Graško univerzo. Graško univerzo, tako da je razmerje med Graško univerzo in Dunajsko univerzo, tako bi rekli, v obdobju od 1586 do 1782, ko je se po ukinitvi jezuitskega reda, se je na Dunaj vpisali iz Ljubljane 241 študentov, v Gradec pa 577. Ampak potem je Graška univerza, kot vemo, doživela nek Tako je, mrzotušno, brez tuša seveda, ne? Jožef II. Ukine univerze, Tako. ostanejo Na nivoju liceja pravzaprav, tako. in s tem se pomanjša. Ampak še ena druga stvar je, kaj je pripomoglo, na Dunaju so sredi stoletja, ki se začne reforme države, državne uprave, začne uveljavljati tudi pravni in medicinski študij. To je sicer star študij, vsega ustanovitve so imeli, ampak ni bilo interesa. Mogoče lahko povemo mimogrede, da je tipična univerza v teh časih obsegala 4 fakultete. To se še mislil, ja, 4 fakultete, pisano institut, to je bil pariški model, ki je Dunajski. Drugi bil bolonski, recimo, ne, o katerem ti govoriš. To je dejansko, nekje so organizirali študenti, nekje pa profesori bratovščine in skupaj je to povedalo univerzo. Ne? Tako da na Dunaju dejansko so študirali predvsem na artistični, pa na teološki. Kar pomeni na filozofski pravzaprav, no? Tako je kasneje. To je artistična fakulteta, da bi po sedem artes liberales, po 7 svobodnih umetnosti, ki bi temelj srednjeveškega osnova znanja. To so predavali na fakultete, artistične predmete, ki se sestavljajo iz triviuma, kvadriuma, torej iz gramatike, stilistike oziroma retorike in pa dialektike, logike. To je bil trivium. To so bili študiji. Naslednji nagradna je bila potem muzika, geometrija, aritmetika, glasba. glasba. To je bil temelj srednjeveške artiste, to se je imenovala artistična fakulteta. No in večina študentov, ki je študirala na Dunajski univerzi, ne bi težko bi rekel tudi študenti, so bili še šolari, dijaki, so bili mladi, ki so se vpisali na prvo, oziroma srednjeveški način univerze, takšen, da imamo više pa niže fakultete. Filozofska artistična fakulteta je bila prva fakulteta, ki so vsi poslušali, ne? Vsi so morali in tja so prišli, tipično v kakšni starosti? Nekako od 14 do 16 let. Ja, no, to je naša srednja šola, recimo, ne? Vsi se morali vedeti, srednji vek je bil 7, ne? Otroštvo, mladost 7, 14, po 14 letih si že lahko bil polnoletno. To je bila polnoletnost, ne, takrat, ja. Cerkvenem pravu, ne? Tako da je bilo tukaj več kot 80%, 75-80% študentov, ki so bili artistični. In večina jih je študirala 2-3 leta, tudi niso opravili. Ti govoriš za študente nasploh ali za ljubljanske? Nasploh, na Dunajski univerzi in za ljubljanske. To je Dunajska univerza. In 70-75% je na artistični fakulteti, torej prvih, mlajši študije, potem pa pridajo pravna fakulteta, pa medicinska, teh je pa manj, teološke tudi manj. Res. Študentje iz Ljubljane, torej, ki se jim v tej knjigi posvečaš, kako je z njimi, kakšno je bilo razmerje in tudi skozi stoletja, če se da kaj o tem povedati? Jo, seveda se da. Študenti iz Ljubljane so nekako približno 30% populacije krajinske vsegali. Ampak recimo tudi so bili večinoma na artistični fakulteti? Ja, tako je zdaj. Oni so bili na artistični fakulteti na Dunajski univerzi. Pa, ko so to končali, so pa običajno šli v Italijo študij prava. Ki pa bil dražji, kot pišeš. Prvič je bil dražji, drugič je to se manj ljudi odločalo. Vi morate vedeti, da zaključek študija to takrat ni bil pomemben za službe. To šele v 19. stoletju pride formalna izobrazba nekaj. Prej pa ne. Ti si bilo zaželeno, da si vedel, pa glavno je bil tvoj stan. Statusno obeležje, seveda. Tako je, že živiš župan, nisi ravno nič, poččan si moral biti. Tako da Dunajska je slovela po temu, da je bila artistična, pa teološka in bila zelo močna. Šele v sredo 18. stoletja
z reformo države, upravno državo se začne spreminjati, je treba že drugi, hoče moderno državo narediti, da se vlada preko zakonov, pravico, se je začela razvijati pravna in pa medicinska fakulteta, ki so tudi veliko naredili reform. Filozofska fakulteta je pa ostala v jezuitski, že čase jezuitov. Do ukinitve, ne? Je doživljala veliko kritike. Namreč 17. stoletje, v novi pogled na svet, že vplivi razsvetljenstva počasi, ne, jezuitski študij je bil preozek. Poleg tega na samih artističnih fakulteti niso spodbujali neodvisnih raziskav, ki bi potem, jasno, če neodvisno raziskuje, ki spodbuja ustvarjalno mišljenje, ki prinese do novega znanja, ni znanstvene produkcije. Istočasno so kritizirali pravni študij in medicinske, tako da je potem jezuitski študij bil ukinut iz 1973. No, seveda, to so bili drugačni časi, vendarle zvestoba različnim silam. Seveda, da tukaj je, tudi v tem prvem obdobju je približno 630 študentov, ki so bili immatrikulirani v drugo obdobje, ki je pa samo v 100 letih je bilo pa 704 študente. 19. stoletje, ki je pa čist druga situacija. Prva polovica, ki se meša staro z novim, druga polovica pa reforme, ki so je prinesle na področju gospodarstva, modernizacije, industrializacije kot svoje naredila. Istočasno na gospodarstvu so tudi zahtevali specialna znanja, profesije se odvijajo in pride tudi reforme študijskega. Potem je morda še kakšna beseda. Ampak mogoče se vrneva lahko za en trenutek na socialni aspekt, če lahko temu tako rečemo. In sicer si omenil, da pač je bila izobrazba dolgo časa predvsem statusni simbol, logično. Kako se to odraža v socialni strukturi študentov? Kot praviš, dejansko revni študenti običajno niso študirali. Ampak razpon v stanu teh študentov, ljubljanskih, na Dunajski univerzi, bil vendarle zelo, zelo velik. In ko se bere tvoja knjiga, ima človek občutek, da gre v bistvu pri univerzi vendarle do ene mere tudi za en socialni korektiv. Štipendijski skladi so bili res močni. Recimo potem študenti, ki tega niso zmogli ali pa ne bi zmogli, so bili oproščeni plačila, mislim, da vpisnine recimo, ne? In tako naprej. Skratka, kako je z socialno zastopanostjo ljubljanskih študentov? Tako je, prav ugotovila, da študij ni bil nikoli poceni. Imela je pa univerza to, da to socialno odprtost, da so revni sloji plačevali manj vpisnine. In dejansko premoženje se ocenjevalo tako nekako ad hoc, ne? Nobenih izkazov ni bilo? Nič, ker on je moral, tisto, kaj je zapisal, kaj je prišel študent in dobil nalogo, kaj se je vpisal na univerzo, je moral v roku enega meseca ali 2 mesecev se oglasiti pri rektorju ali njegovemu substitutu, da je pač za prisego, ker za prisega je bila glavna, da si ti sploh bil sprejet v občinstvo in plača to vpisno takso, ki je bila porazdeljena glede na socialni položaj. Moram reči, da revežev ni bilo, ampak se najde noter matrika beseda pauper, reven. Večina, ker je pa to mesto, večina ljubljanskih študentov je bilo premožnih. Večina, ki so izhajali iz mestnega prebivalstva, ki je sestavljeno iz pravih meščanov, s pravico, to so obrtniki trgovci, ki so bili bogatejši, potem plemstva, ki niso odlo v meščanstvo, pa nižji sloj revežev. Jih je bilo pa manj v bistvu, ne, med študenti. Bodi si cerkveno, bodi si posvetno plemstvo. Plemičev je bilo približno 10, oziroma je nihalo od nekaj 10 do 15%, ker jih je kar dosti študirati. Samo pri plemičev je to normalno, da oni grejo na študij, da se izobražujejo. Ne glede pridobitve formalne izobrazbe, ampak izkušnje. Tako je. Socialna struktura nasplošno. Torej, večina, okoli 60% je bilo ljudi, ki so prišli iz premožnih. Potem je bilo 10% približno iz vrst plemstva, ki je bil nižje, višje, začetka manj, potem pa vsako leto več. Ker tudi plemstvo je začutilo, da mora dobiti izobrazbe, kajti že iz 16. stoletja zaprej za določene službe so pa le vendarle zahtevali tudi na kakšno izobrazbo. Če dalje bolj, seveda. Če dalje bolj zahtevali, in zdaj so oni čutili konkurenco, ki so meščani noter, zato so se oni tudi začeli bolj izobraževati, vpisovati in imamo porast plemiških študentov večji. Približno 10. Čeprav mi imamo na slovenske, je bilo recimo slovenske dežele predvideva 1% plemiškega prebivalstva.
tukaj. No, druga skupina, najbolj zanimiva je pa skupina tistih, ki se imenuje pauper. Samo pri univerziteti revščini ne gre za tako revščino. Ta obsega približno tretjino kaj takega mogoče? Ne, manj 10 do 15%, ne, je bila zelo odprta, pri nekaterih pa sploh ni podatkov. Namreč, ker mi lahko tukaj gledamo glede socialni položaj iz plačila vpisne takse, ki se pa recimo plačuje do jezuitskega obdobja, potem pa več ne, teh podatkov noter ni. Ja. Ni teh matrikah, mi teh nimamo tudi podatkov v šolnini. To sem jaz pač iz literature, iz drugih aktov, več aktov, ne, da so. No in to so zanimivi pauper, to je tista revščina, ki ti ima za življenje, nimaš pa za plačevanje univerzitetnih pristojbin. Kaj ti? Vsak korak na univerzi je bil povezan z denarjem. Stroški so bili neverjetno veliki. Eno so bili stroški študija, drugi so bili stroški preživetja. No, to je malo drugače kot danes, ko je študij neplačljiv. Ja. Drži? Se pravi, no, vsaj pri nas govori. Številnih drugih državah to so seveda. iz teh dve stroške in tu so veliki stroški so bili recimo do 1550 za šolnino plačevati. Recimo, da si prišel ti za stopnje magistra, bakalavrat magistra, te je koštalo približno enoletno plačilo teh pristojbin za šolnino, te je približno koštalo enoletno plača delavca, 42 tedenskih plač. To so bili blazni stroški. Samo to. Drugo pa pride potem še, isto kot danes, ljudje, študenti, ki pridejo v Ljubljano študirati, imajo problem z stanovanjem, s potjo, z vsem. No, se kaj ve o slovenskih študentih? Seveda se ve, kako so živeli dejansko, kakšen je bil njihov materialne okoliščine. Da so oni študirali. Veliko pišeš o tem, o materialnih okoliščinah nasploh. Nič kaj dosti razlikovali kot od drugih, ker približno je enaka struktura. No, v nekem času potem. Razen v konc 19. na prelomu 20. stoletja je množica študentov veliko in je kar dosti revnih študentov, moram reči, ko so podvrženi delu. Ja. V srednji veku si ti težko dobil kakšno delo. Ja, kakšne seminarje, če se kaj pomagal, danes si odvisen od podpore staršev, seveda, in pa jasno, tudi od iznajdljivosti. Namreč, ko si ti postal študent, to je zanimivo, to sem mislil, se bi navezal na tiste pauper, ne, tako je bilo 10-15 študentov, čeprav sem gotovil, da kljub temu, da je tam napisano revež, to pa ni bil revež, je bil tudi plemič z drugih dokumentov, so se tudi malo prikrajali. No, si to hočem reči, verjetno se je dalo tudi kaj prikrivati. Seveda so pokrili, da so revni. Posebej glede na to, da ni bilo dokumentov, ki bi pričali o dejanskem stanu. Ker on ga je moral, tisti pisar ga je moral oceniti na osnovi oblačila, na osnovi tega. Seveda se je oblačilo v tem glavno. No in imamo občutek, da ker na italijanskih univerzah teh pauperov ni bilo. Niso samo na teh univerzah velikih, kot je recimo Dunaj, Köln, Leipzig, Tübingen, to so bile velike univerze. Tu je bilo veliko tega. In si jih videl, da krožijo iz univerza na univerzo. Namreč, ker si ti enkrat imatrikuliral oziroma vpisal za presego, si dobil določene privilegije si imel. Nisi rado plačevati carine, letnin, zaščiten si bil, tako in jasno, tu se je dalo veliko šviglati. Sploh pa mi, ki smo prihajali, ko so naši prihajali iz province, prinesel gor, pa ni ramo plačati, je takoj prodajal. Ja. In to so krožni izgleda, da bi to način življenja, bi rekel, to na stare bajte. Dokončalo jih ni dosti. Nekateri pa so. O tem pa mogoče še kakšno besedo rekla, o tem, kako so dokončali študij, ampak za življenje si pa potreboval, se pravi, so bile že štipendije, prve štipendije so pač ustanavljali razni humanisti, univerzitetni profesori, potem cerkveni dostojanstveniki, plemstvo, prvem obdobju. No, tudi naši so imeli znano Perlahovo štipendijo, ki je bil... No pa potem Knafljevo, recimo, za Slovence vendarle je precej pomagal Luka Knafl. Pa še bi, ja, Brixijo Preprost, ta Celjan je ustanovil štipendijo, štipendijski sklad, univerzitetni profesori, v 16. stoletju pa tudi navadni ljudje, lahko že posestniki in kasneje tudi država, deželni stanovi in tako. Mi smo imeli pa Slovenci, oziroma krajinci, ne govori Slovencev, sicer lahko beseda Slovencev v tem obdobju ni najbolj prava, ampak moramo reči, to smo pač, kar ti je deželna zavest, vlada, ljudje se počutijo krajince, ne Slovence, ne, tako nabenni to gledal. To slovenski jezik je bil pač sredstvo komunikacije, nič več, ne politična distinkcija, kot recimo v drugi policiji 19. stoletja. Tako da
No, ampak ko smo ravno govorili o materialnih okoliščinah, študij je bil, kot smo že omenili danes, plačljiv. Ja? Kar je seveda presenetljivo, ker dejansko treba je bilo plačevati direktno tudi učitelja. Tukaj seveda ne moramo primerjati na srečo za današnjo univerzo, ampak kar me zanima je, kam je ta denar dejansko šel in ali recimo je šlo tudi za neke vrste glavarino, se pravi več študentov, kot je učitelj imel, več denarja je tudi dobil. No, kako je s tem? Zdaj v prvem obdobju, ko sem rekel, do tiste reformatorje nova, ki je pač šolnino treba plačevati, je ta denar šel za vzdrževanje pač profesorjev, učiteljev. Neki del je šel, nekaj je šel pa tudi za razne, pa tudi fakultete so bile razne domove, ki so nakupivali nove študente v tem obdobju. Potem, v času izidske študije ni bilo treba za plačati. Čeprav so bili tudi stroški, ki ste oni, da si instaloval pri njih, pa si moral toliko več plačati. Ja. Torej, da v bistvu nisi rabo osebno dajati. No, plačnino šolnine potem pride aktualno v drugi polovici 19. stoletja. Ne? Z reformami šolstva 1848-49, predvsem univerze, ne, uvedejo nov način plačevanja šolnine in sicer glede na število ur, ki jih je študent poslušal v enem tednu. Recimo na teden je pisal 16 ur predavanj in to se je pomnožilo za 1, po tej formuli 1,05 in to se dobi ven, koliko je plačal za en semester šolnine. Običajno je to bilo med 15-20 florinti, oziroma šolnina na semester je bila med 108, pretvorena današnje evre, recimo 180-200 evrov, tu nekje se je gibala. In ta denar je šel, seveda zopet, v sklad za plače docentov, namreč, da docent ni bil plačena služba. Ni jo pravico predaval, pa to, ni bil pa plačena. Torej, redni profesor so tukaj več ali manj se pobrali. To je bilo kar kruto. Iz tega se je potem zbiralo. Seveda ta plačevanje šolnine je bilo pri študenti zelo sovraženo in celo v parlamentu, vse potem se je po 1910 je počasi ukinjajo. No, vendarle, precej. Ampak da je bila želja blazna po znanju, se prav vidi študent, ki lahko bi tudi, če bil revež, je bil lahko tudi oproščen te šolnine, ne, si videl. Se je prijavil v vpisnice noter, je navedel en predmet, zaprosil, da je oproščen šolnine, so mu odobrili, če so ti odbili, je bilo za 2 semestra. Naslednja vpisnica že naslednji dan prišla noter, ki je pa po 10 predmetov napisal. Morate vedeti, da univerza je se tem, to je bil fiskalni del, tu je kar služila. Starejše obdobje pa sploh. Najbolj so bili zaželeni plemiči, so veliko plačevali. Res, da so zadržali vse svoje obličilo in to nošo, ampak pa ti premožni, tisti pavpari, to niso bili najbolj zanimivi, ampak so jih sprejemali. So jih sprejemali. Ampak na italijanskih je bil tudi študij dražji, usmerjen je bil pa bolj v človeku, v človeka, medicina, pa pravo. Pravo Bologni, izrazito recimo, ja. In to so potem hodili, glavni plemiči so hodili. Poleg tega so bile pa še te plemične kavalerske ture. Seveda razlika je bila blazna, tudi od življenjskega stila. Recimo, običajno je bila cena preživetja za enega študenta v, recimo, tam nekje do sredi 16. stoletja 50 florintov. Take so bile tudi štipendije. Štipendije so se izdali recimo že 4 leta, recimo državni stanovi so tako dali štipendijo 200 florintov za 4 leta študija. 50 florintov, s tem si lahko komod preživel. Si normalno, dostojno preživel. Recimo imam ene podatke enega študenta, ki je šel iz Niederberga v Tübingen v tem obdobju in je plačal za potke 285 km, da je koštala 1 florint, potem je plačal za prehranjevanje 12-13 florintov in je plačal za sobo 6 florintov, vse skupaj 20 florintov, ostalih 5 florintov je pa zapravil za črnilo, za čevlje, klobuk se je kupil za popravilo čevljev, za obleko, za črnilo, recimo dobro črnilo, pa razsvetljavo, to so se morali sami kupovati. In je koštalo to 25 florintov. Torej za 50, lahko si pa že preživel z 10 florinti, to je recimo 8-10 florinti, če to je bilo pač v poderjah, v teh študentskih domov, postelja, si mislim, postelja, imel si tebe kot, ki si lahko na eni slani spal. Hrano, pa to si moral si pa sam. Zato so ali beračili, ali prepevali, muzicirali, da so se nekaj služili. So pa razlike, recimo še to bi povedal, kaj je zanimivo, to bi pa zato
plemiči, nekateri so pa veliko več porabili. Imamo en podatek, ki sta dva grohovski pa baronski študent študirala v Padovi, 4-letni študij v Padovi, in sicer med leti 1584 do 1588 sta študirala v Padovi. To sta bila dva sinova barona iz Fužin, Janeza Kisla in pa štajerskega plemiča grofa, on je bil pa skrbnik nečakov, Stubenbergov, sta plačala, to je razvidno iz korespondence, ki se med seboj pogovarjali, da sta plačala za 4-letni študij vsak za dva otroka 5900 florintov, torej 6000 florintov, tam je 50 s 10 se pa že dalo, sicer revež, ne, to je pa res revež, torej 6750 florintov na leto. Seveda, oni so šli z učiteljem, s kočijami, kuhar je bil, to je šlo, kot da bi šel v Škofje, cela procesija. So dalje, ampak v pismu pravi, recimo, sota se Janezu Kislu niti ni zdela za 4 leta, ni zdela previsoka. Leta 1585 je v pismu Stubenbergu zapisal: ko promislim posamezne postavke, uvidim, da se pri stroški ne da nič prihraniti. Gospodiča se morata tudi dobro imeti, njima je to lažje kot meni in meni enakim. Raje vidim, da se čim več naučita, kot da bi denar, ki ga porabita, ležal v skrinji. Te dva sta, vredno pride marsikateri plemič, je tudi ostal dol, so pa tudi primeri, ki so se med seboj potepli in celo umrli. Imamo primer Andreas Verbec, ki je bil posedi, so se med seboj stepli in on je bil njih končal študij medicine in so ga zaklali in je pač umrl. Govoriva večinoma o času študija, ampak kako pa kaj zaključek študija, od teh precej številnih ljudi, razmeroma seveda, relativno gledano, ki so študirali, koliko jih je končalo, kakšen dejansko delež upisanih in matrikuliranih je tudi študij zaključil. Govorimo o ljubljanskih študentih. Zopet je tukaj v obdobju. V srednjeveškem tem 400-letnem obdobju, ker ni bila formalna izobrazba pogoj, je nekako promovirali ali na stopnji bakalaureata, licencije, magistra, doktorata. Magistra pa doktorat, recimo, to je so poimenka, namreč magister je na filozofski fakulteti doktorat, na pravni fakulteti pa je pa doktor. Je bilo približno okoli 11%. Upisanih. Od upisanih je promovirali na te stopnji zaključni študij na to. V drugem obdobju, v 19. stoletju, se pa seveda ta odstotek samo z doktoratom je končala približno petina, več kot 20%. Kaj pa na nižjih stopnjah? Potem je bilo pa možnost še končati študij na, to zdaj govorim za 19. stoletje, že z moderno univerzo, druga polovica, tudi z profesorskimi izpiti. Teh pa je s podatkom nimam, ker to je spet eno, oni so delali te izpite pri državnih komisijah in je to spet ogromno bi treba pregledati. Dokumente je toliko, da za enega človeka, za eno življenje. O teh številkah ne bova govorila, da ne bomo študentov spodbujali, da bodo še v manjšem številu diplomirali, kot se zdaj dogaja. V prvem obdobju so bili pač seveda promocija na filozofski pa na teološki fakulteti, manj na medicinski pa pravni, to še leta 18. stoletja naprej. V 19. stoletju s spremembami družbe, predvsem po letu 1948, ko se tudi feudalni družbeni red ukine, in je pa ogromno pravnikov, zelo rečemo o neki pravniški promociji. Država je potrebovala veliko pravniškega kadra, veliko. Tako da je potem filozofi, tudi filozofska fakulteta je imela 20% delež, namreč, ko so jih potrebovali v smislu, leta 1948 reformirajo gimnazijo, liceje ukinejo, gimnazija postane 8-letna in profesori, ki so v poučevanju, so se izobraževali na filozofski fakulteti. Temu namen so tudi iz medicinske fakultete prenesli že 30 leti naravoslovne predmete. Mogoče poveva, da filozofska fakulteta ne pomeni točno to, kar zdaj, ampak pomeni dejansko, to so znanosti, to je vse, kar
ljubi modrost, da tako rečem, in kar ni pravo, teologija in medicina, kar je pač nekaj drugega. Vse ostalo spada na filozofsko fakulteto. In za tega, samo zdaj pa zopet to obdobje. Prvo je bila val na filozofsko, ker so se polna mesta, morate vi gledati, da tukaj je bilo vedno, kje se bodo ti ljudje zaposlili. In smo imeli mi šol, učiteljev na Krajinske, je bilo celi Krajinske, recimo, približno 400. Medicincev veliko manj, 100, 120, pravnikov morda 200. Ne? Teologe se ne spuščam zato, ker na teološko fakulteto tu je bila roka cerkve. In oni so imeli malo drugačen status. Mogoče... Pa še ena stvar, to bi še pomenil, je pa manjko, če gledate te pojave, vidite, da teologov je malo. Zakaj? Zato, ker po letu 1948 je ostalo v Ljubljani, v teh slovenskih središčih, teh deželnih, teološki študiji, učilišča so ostala. Tako da so lahko študenti študirali na teoloških učiliščih za potrebe pastorale. To, kar je bilo potrebno za funkcioniralo. Za tiste, ki so povedali več, oziroma ki jih je škofija, ki je ona določa, kateri bojo višji cerkveni dostojanstveniki, za tiste je bilo pa potrebno pač narediti doktorat. Tako da, sicer doktorat je bil tudi na teološki prej, že v srednjem veku, če se hoti postati opati, pa to v 16. stoletja. Tako da teologov ni zadostne, tisto, ki smo ne študirali na teološki projekti, ni res, še zdaleč ne res. Iz Ljubljane jih je bilo par. No, ampak od tehle par se jih je nekaj povzpelo zelo visoko, recimo, ne? Tukaj omenjaš recimo iz tega prvega obdobja, recimo Jurija Sladkonjo, ki je bil prvi dunajski škof, če se ne motim. On je študiral na Dunajski univerzi, bil je Ljubljančan, postavil je prvi dunajski škof, bil je tudi povezan zelo z vladarjem, on je časom Maksimiljana je bil on ustanovil je pevski zbor, to so te predhodniki teh dunajskih dečkov. Isti čas, ko je bil škof, je bil tudi imel roko nad univerzi. Vsakokratni škof oziroma prošt je imel roko, je bil istočasno cerkveni dostojanstvenik, ki je bil kancler na univerzi, ki je branil interese cerkve. Moramo vedeti, da univerze so vse cerkvene inštitucije. No, se je tudi dolgo časa je bila še prisega, ne? Na brezmadežnost, kako že. Prisega, ja, to so pa uvedli v času jezuitskega zadeva. Prisega na brezmadežnost početja Marije Device, Imakulata, potem na nezvetljivost papeža. In to dejansko so odpravili šele, mislim, da kaj v 18. stoletju, ne? 18.782, potem več niso rabili prisegati. Če so te pa dobili, da se je krivo za prisego, so te pa izključili. To je bilo povezano tudi s tako imenovanimi študentskimi kaznimi, med razlikami med današnjo univerzo in nekdanjo. Tukaj sem si malce skicirala, so recimo meni zanimive tudi študentske kazni. Zakaj je šlo pri tem? Vem, da nekatere univerze so imeli zelo študentske zapore, spomnim se recimo na Portugalskem v Coimbriju obstaja takšen študentski zapor, ne vem, če je bil na Dunaju verjetno. Ne, Dunaj so ga imeli, samo ker so ga že 1782 ukinili, ker so prišli tudi študenti pod jurisdikcijo države. Zakoni so bili za njih tudi. Tako da v Nemčiji imamo Heidelberg še vedno te študentske zapore. Tu v Dunaju pa nimamo, in če greste na Dunaj, je prav vidite, kje je zapor zraven akademije, se pravi en balkonček je, na tisti, kaj je že, tako je od jezuitske cerkve, je taka oska ulica, je gore en balkonček, je univerzitetni karcer. Je bil pa zraven knjižnice. Knjižnice pa zapor. No, in kriva prisega je bila lahko razlog za... Kriva je bil zelo hud razlog. Zato drag so pa dobili razne kazne, če recimo žensk niso smeli pripeljati noter ali pa tepli. Morate vedeti, to so mladi fanti. In tudi Dunajska univerza sploh v tem zgodnjem obdobju je imela roko nad domovi. Da si vi predstavljate, populacija po teh univerzitetnih mestih, pa ne samo Dunaj, tudi stari, je lahko tudi 10 do 15% populacije celega mesta. Da si pa predstavljate tam par tisoč teh mladih otrokov, to je bilo treba držati. To so se tepli, kradli, popivali in vse mogoče zadeve. 14 let, to je bilo že... No, ampak med temi slovenskimi študenti ljubljanskimi je bilo res veliko uglednih ljudi, ki so potem zavzeli zelo pomembna mesta, bodisi v poznejši slovenski družbi, bodisi drugje. Nekateri so šli tudi drugam, se niso vrnili domov na Krajinsko, v Ljubljano, ampak dejansko so zasedli pomembne pozicije drugje. In tukaj imamo iz arhiva, torej oziroma iz Lojzetovega arhiva, da rečem tako,
podobo enega Slovenca oziroma Ljubljančana in to je Gašper Žitnik. Ja. Mogoče lahko kaj o tem povemo. To je bil eden, bi rekli, med najbolj izobraženi Slovenci v drugi polovici 16. stoletja. Ne. On je pač dosegal zelo visoko, študiral na Dunaju, bil tudi profesor in dekan, ne. Potem je bil lavantinski grof, imel glasna pooblastila, da je lahko nezakonske pozakonil, polnoletnost določal in tako naprej. Če je bil pa on stric, ujec od Tomaža Hrena, od škofa. In on ga je tudi potegnil, Ki je tudi sam študiral. ga je potegnil takrat na Dunaj, časa Kuve, je potem samostan dal. Skratka, on je stal skozi njemu. To se pa že kaže te elite, ki so se med seboj povezovali. Res je pa tako, kar se je dokazalo, recimo, da v mestih kot Ljubljana, pa vsa srednjeveška je bila velika fluktuacija, nobena družina si ni dolgo več rodbin. 3 generacije pa so potem jih ni več. To je bilo dosti primerov. No, sem mislil, kot tudi prvi, z Rakovcem, recimo, ne? No, tega bom še. Prvi, ki bil je najbolj seveda, ki se je omenil že prej, Martin iz Ljubljane. Da si vi predstavljate, 1392 iti na Dunaj. To je bilo herojsko dejanje. Poti, ljudje niso poznali, poti so bile slabe, razbojni, kralji, nevarne. On je šel gor. Kaj ga je gnalo? Želja poznanja. Seveda, pred tem imamo mi že študente, že pred Dunajsko univerze, ki pač nekaj spustili ven, so bili že študenti tudi iz Ljubljane na drugih univerzah. Kajti univerze so nastajale v 2 valovih, večjih valovih. Prva val do sreda 14. stoletja, Solveja univerza v Italiji, Španiji, ne? In imamo mi že v Bologni prvega dokumentiranega Ljubljančana iz 1294, ki je zabeležen v matriki nemške nacije, to je bil Rudolf Dominus iz Ljubljane. 1204. Še prej mi imamo izobražene ljudi, ki nosijo te prestižne nazive. Sicer imamo kot priča sodelovanja raznih srednjeveških listinah. Mi imamo listino iz 1248 ogledskega patriarha Bertuda, ki je podpisan kot priča magister Ludovikus iz Ljubljane. Kje je ta naziv dobil? Ne vemo točno. Ampak to se vse začne tam v 12. in 13. stoletju, ki se te študije, oziroma ko se univerze sploh formirajo. Mi moramo pa vedeti, da brez šol ni bilo, ker že Ahnu, Karel Veliki je sklical sinodo v Ahnu, konc 8. stoletja, 1789, je sklical, ker je določil, da morajo pri vseh katedralah začeti poučevati, ustanoviti šole, kjer bojo poučevali psalme, petja, branja, pisanja, računanja po katedrali. To 1215 luteranskih koncilij, to da še nalogo župnijam bogatejšim. Torej nekaj šolstva je bilo. In ravno v ta vakuum, Evropa leta okoli 1000 pomiri, ki več ni preseljevanja narodov, normalni več ne pade, Arabci se pomirijo, se gospodarsko Evropa dvigne, nove tehnike predavanja hrane, večje hrane, nastane povečano število mest, ne, in s tem se začne tudi potreba po raznih pravnih študijah in se vrne na rimsko pravo. Pravo je recimo ravno ta gospodarski razvoj, ki je prinesel mestom, v tem je pospešil ustanovitev univerz. Zato imamo v Italiji toliko univerz, imamo 20 je bilo že v tem obdobju, ker te prostore ni nič. No, zdaj pa prvi smo rekli je bil Martin. Drugi, ki je za mene pomemben, je recimo Andrej iz Ljubljane, ki je bil profesor na fakulteti. In leta 1430, tako vsako jesen se je pač dekan poklical vse učitelje in kandidate za učitelje, da je razdelil učbenike, in njim je bil tudi Andrej iz Ljubljane. No, potem smo že imeli Sladkonja je bil pomemben, potem Žitnik, potem kariero naredil tudi Lukas Golarji, Dolničar recimo. Ja, samo ta ni na Dunaju študiral, sem nota kot premier, ampak Golarji je bil zdravnik, je študiral, je končal študij tam okoli 1600. 1604 je postal magister sanitatis. Dunajska občina je plačevala enega zdravnika, šolanega medicinca, da je skrbel za ugledniki in vrliški, predvsem pa skrbel v času epidemije. Da kot nas krek je bil on. In to je visoko mesto biti. On je tisti bil glavni. Se veste, kako oblast ima danes epidemiološka služba.
In to je bil on. No, naslednik je, za moje pojme, zelo zanimiv človek je bil pa recimo Rakovec, Franc Rakovec, Regensfeld. On je študiral na Dunaju, potem se ukvarjal bajstrovino, je šel potoval po Nizozemski Italiji celo, potem pridobil tudi ta baronski naslov, poročil se je z Elizabeto Eberh iz Iga, je pa zanimiv, ker je on začel prvi, oziroma bil je pionir merkantilistične politike, to je gospodarska politika, ki je država začela forsirati. On je bil prvi, ki se s tem ukvarja, tudi teoretično, tudi je pisal, ukvarja se tudi sociološkimi vprašanji. Gradbenimi, ima velika zaslug za gradbeni javnost v Ljubljani, pa v Trstu, kolegica rekla. V Ljubljani tukaj je vrtove, si naredil, samo potem to ni uspel narediti. Dani se pa ukvarja v sociološkimi vprašanji, z revščino. Veste, revščina v tem obdobju je bila v nemilosti. Zakaj? Ker so pač stigmatizirali reveži, da so lenuhi. In so jih zapirali, jasno, zapirali so jo, manufakture so delali. In je pisal revščini. Pa je pa zanimivo, pa njegova delitev, ta pa sploh zanimiva kot sociologa, delitev družbe na 3 razreda. In sicer prvi razred je štel tiste skupine ljudi, razred, ki jih gleda sam za sebe, ki sam grabi, za drugi ni mar. Te ljudje je v to skupino imenoval sebičnici. Potem druga skupina ljudi, ki skrbijo zase, ampak še za svoje bližnje. Te je imenoval krščanske ljudi. Pa imamo pa še tretjo skupino ljudi, ki so pa rekli, ki so pa skrbeli sam za druge. To so pa, vsi ljudi pa ima nekaj božanskega na sebi. No, potem imamo, to sem tudi... Še mogoče za konec, no, 2 stvarci, ja, bo treba počasi končati, se mogoče je dobro, da nam je veliko ostalo. Bomo povedali, da je v tej knjigi torej še ogromno vsebin, ki so res izjemno interesantne. Ne omenim sam par zadev, recimo med drugim tudi, pa ni bilo mišljeno kot seveda last in niti list, ampak dejansko ženske. Kako je bil študij za ženske, ki seveda so bile, sem pomislila ravno, ko praviš o revežih, ki so bili marginalizirani, ravno tako so bile dolga stoletja marginalizirane pri študiju ženske, pravzaprav ogromno časa, v tem celotnem prvem delu, ki ga obravnavaš, do, se pravi, več kot do polovice 19. stoletja in tako naprej. Skratka, o tem je tudi govor tukaj, tudi zato je knjiga interesantna in seveda zaradi številnih drugih stvari, ampak mogoče v navezavi na torej, ženske študentke lahko pokažemo en dokument, ki ga je kolega kupil, kot mi je povedal, na Bolšjem trgu. Boš kar ti prosim povedal, zakaj gre? To je indeks, po letu 1948. To je original indeksa, skratka, z Dunajske univerze. Zopančiča, on je študiral na filozofski fakulteti, vidite, še vse v latinščini. On je študiral gor v letu 1864. Vidite, kakaj je soliden, kakaj je mapca, celo Leo Zopančič, študent filozofije, se lepo usne. Tak, moramo vedeti, da so bili študenti gospodje. To so bili gospodje, Slučajno je noter bilo še en vabilo na poroko. Tukaj, mislim, da. Se je poročil za Julijo Zopančič, Geboran Šukletovo, da je smo krajinski, kakorkoli, leta 77 se je poročil. No, zanimivo pa to, da njihova hči, Julijana Zopančič, je bila prva študentka iz Ljubljane, ki se je med pionirke uvrstila, torej tiste, ki so res prve bile, 1797 se je pisal univerzo. Zdaj, sicer študija je končana, sicer ne z doktoratom, ampak je zanimivo, pri njej sem naknadno odkril, da je naredila eno odlično raziskavo iz fiziologije rastlin, namreč ona je to delala pri profesorju Julius Wisnerju, ki je celo inštitut ustanovil v fiziologiji rastlin, predvsem se ukvarja za industrijsko rabo rastlin. To je bilo zdaj pomembno surovine. In ona je naredila eno odlično raziskavo, ki je ta profesor leta 1902 že objavil v svoji obsežni knjigi v 2 delih. Celo par strani o njej. In to je po moje ena najzgodnejših oblik znanstvenih razprav, ki je ena ženska iz našega področja dela. Ne bom rekel prva, ker ti ta beseda prva je vedno sumljiva, vedno se najde že leto prej. Tega neč ne uporabljamo. Zelo zgodan tribir. Zelo zgodan, morda je prvi, da je ženska tista, to je premalo znano. No, ampak tukaj dejansko popisanih več izjemnih usod žensk, med drugim recimo Ano Majer, o kateri se je govorilo precej letos, potem recimo tudi Kosova hčerka, hčerka Ivana Kosa,
Deva samo nakazati, da bodo ljudje knjigo No, kupili, recimo, želimo jih povabiti, da si knjigo priskrbijo. Študente potem v 70-ih letih 19. stoletja je carska Rusija začela vabiti veliko naših ljudi gor. Predvsem so rabili, ker so tam urejali gimnazije humanistične, so rabili filologe, klasične filologe. Ne. To so bili v naši močni, italijanščina, latinščina, te zadeve in jih je veliko šlo gor. Ne. Tale Kos, Ivan Kos, izhaja iz medicine, iz zdravniške družine ljubljanske. Samo je šel študirati na Dunajske univerze, tam je sicer pisal na filozofsko fakulteto za zgodovino, ampak prej je že študiral na trgovski Handels akademiji. No, potem je pa leta 70 šel v Petersburg, se tam poročil, postal bogat gospodarstvenik in je celo pri njemu so se zbirali Slovenci, ki so hodili takrat v Rusijo. Njegovo imel pa dve hčerke in sina, in njegova hčerka Ana je študirala prvo v Mihnu, potem na Dunaju in se je preselila saj v Ljubljano. V očetovo domovino, se pravi. V očetovo domovino v Ljubljano. Tako da so potem glavnim za teh punc je bilo 20 deklet je bilo iz Ljubljane, ki so se v tem obdobju pisali, te polovico je navedel slovenski jezik, materni polovico to, izhajali so pa ven iz premožnih družin, ali posestniških, ali kakokoli oficirjev, profesorjev, tako mladi, recimo. Hvala. Pol bi morda še eno. Mogoče to res za zadnjo, pač kot zadnja informacija ali pa zadnji komentar, tukaj je še kopija neke listine, ki ga avtor želi komentirati. To so pa taki pretaki raziskovanja, to je kot neka rožica, neki biserček, da sem našel v Dunajskem arhivu listino, in sicer to je prva listina Ljubljančana Simona Šarsa, oziroma spričevalo, potrdilo, da je opravil bakalavrat na univerzi v Nemčiji. To je bila prva stopnja, ne? Prva bakalavrat, ampak to je zdaj prvo spričevalo, da se zdaj znano, da mi vemo, kjer ga našega človeka. No, zanimivo je ta univerza Erfurt. Univerza Erfurt je bila 10 let, 15 let Slovenija, 79 za Dunajsko univerzo. Ustanovila se je pa v obdobju, veste, je vedno eno čudno. Na leta 1378 stopi razkol, schizma. In takrat iz Pariške univerze je nekaj učiteljev šlo, ker ti tam postane dva papeža, imamo Avigionskega pa tega, in je nekaj ljudi šlo in so prišli gor in so potem gor organizirali študij. Enako je iz Pariške univerze Albrecht II, ki je izdal drugo Dunajsko listino ustanovno, ker so uvedli potem tudi teološki študij, začetka ni bilo teologije, so bili samo te tri, artistična, prava, medicina, teologija še ne, in profesori, ki so prišli iz Pariza, so potem zgradili študij teologije, tako da je to. No in to je ta, zdaj verjetno prvi, on je bil potem tudi profesor na Dunajski univerzi in mislim, da je to pomembno, da imamo to listino. Je pa ta listina tudi prevedena, kolega Hriberšek smo jo prevedli, transkribirali, tako da je tudi v knjigi da se lahko vsak gleda. Seveda je veliko takih drobnih stvari, zanimivih, samo drobnih in manj drobnih, tukaj se bomo morala ustaviti. Skratka, jaz še enkrat se zahvaljujem za vabilo in res bi rada pozvala, priporočila občinstvu, gledalcem, da si knjigo priskrbijo. Knjiga je res izjemne vrednosti. Kot ste verjetno, upam, lahko okusili, gre za pomembno kulturno, torej seveda specifičen pogled, ampak vendarle na kulturno zgodovino idej, zgodovino izobraževanja, skratka zelo celosten pogled na zelo dolgo obdobje, v katerem mislim, da bo vsak lahko našel kaj zase. Tako da hvala lepa občinstvu seveda, avtorju, prosim. V tej knjigi tudi upoštevamo vse, kaj zvezi s šolstvom, zato je celostna, to. Ljubljana so bili vedno prisotni, in so bili prepoznavni kot skupina, to je pomembno, da mi nekoliko nadgradimo, da ta kompleks manj vrednosti, mi smo res majhni, ampak po vsemu temu smo zelo veliki, vse posod smo bili zraven, vedno so bili zraven. Mi imamo tega Rakovca, ki smo že njemu govorili, njegov sin je bil diplomat v Londonu,
diplomat avstrijski v Londonu, in on je vodil celo pogajanja 1813, da so sklenili koalicijo proti Napoleonu. Njegov sin je bil kontradmiral, ki je napisal knjigo 1830, Življenje mornarja, častnika. Nažalost je umrl 41, s tem je bilo konc te rodbine, ni imel potomcev, ampak to še ni nič prevedeno. To so stvari, ki bi treba še prevedeti. Pa imamo recimo Peter Stern iz srednjega veka. Je tudi zanimiv, ki je popisal ta komet, oziroma je pa poročilo o obleganju Dunaja pred Turki. Tudi še ni. To je študija, knjižica, ki je bila takoj natisnjena, ki je potem kot primer propagande ali pa vojnega poročanja iz 16. stoletja. Pa mi nič šlo. Tudi to bi lahko primer. To so kratke zdaj. Ogromno imamo. Se pravi, dejansko knjiga, ki nudi veliko istočnic za nadaljne delo. Za naprej, ja. In seveda, da ne bomo zamujali z govorjenjem, pojdimo delati in pojdite brati. Hvala lepa. Vprašanje še. Hvala tudi vam.